recimo podjetja, kot je Xiaomi, ne, če pogledamo, kaj so uspeli narediti, se pravi, Xiaomi je uspel narediti dobesedno avtomobil, ki lahko parira Teslinim, tem luksuznim modelom, ki stanejo tam od $50,000 navzgor. Vidimo, da je Xiaomi nekako uspel ustvariti avtomobil, ki stane nekje $30,000. Se pravi, primerljiv avtomobil z tehnologijo, ki jo je Xiaomi ponudil, ki je šokiral v bistvu javnost z lansiranjem tega avtomobila. Primerljiva tehnologija v Zahodu stane tam od $60,000 naprej. In vidimo, zakaj je tudi Elon Musk nekako pozval, je rekel, da vkolikor ameriška vlada ne pribije tarif na električne avtomobile, je Tesla v bistvu popolnoma nekonkurenčna, vkolikor se pravi ZDA dopustijo, da ti avtomobili brez neke protekcije pridejo na ameriški trg. Tu se je treba zavedati, da se pravi, vsi ti električni avtomobili so v bistvu ogromne vohunske naprave v državah. Tu se treba zavedati, da recimo, če pogledamo, koliko nekih kamer ima Tesla, koliko nekih stvari se zgodi tudi znotraj avtomobilov, se pravi, od nekih pogovorov, ki jih umetna inteligenca lahko izkorišča. Se pravi, to je ogromna obveščevalna mreža. In logično je, da recimo z prebojem teh kitajskih avtomobilov na druge trge bojo Kitajci imeli dobesedno dostop do, se pravi, ti avtomobili bojo oči in ušesa na trgih, kjer bojo prodajani. In tu se je treba zavedati, da recimo kam bojo ti avtomobili prebili, tu se je treba zavedati, da bo tudi, se pravi, tržni delež teh avtomobilov po svetu je dejansko dejansko doseg samega finančnega sistema. Ker zdaj, če pogledamo, če imamo mi zdaj recimo v Aziji prodanih 10-krat več kitajskih avtomobilov kot pa ameriških, tu se je treba zavedati, da zelo verjetno v teh avtomobilih bo tudi software kitajskih podjetij, kot so Huawei, Xiaomi in podobni. In ko enkrat ta podjetja ponudijo software, se pravi, ko se uporabniki navadijo na neki software, dejansko potem tudi podjetja, kot so Tencent ali Alibaba, lahko ponudijo svoj finančni sistem tem ljudem. Tako da tu skozi električna avtomobila, skozi to tehnologijo se zdaj bije vojna posredno tudi v tem, kdo bo kontroliral neki finančni sistem. Tukaj, če pogledamo, naprimer tole, zdaj, Špela, a se tukaj tudi zvok sliši, ali se ne sliši zvok? Zaenkrat ne slišim, ampak se mi zdi, še nisi dal play. Ja, no, se v redu, bomo kar brez zvoka dali, ker hočem tukaj pokazati. Se pravi, tisti avtomobil, ki sem ga prej kazal, ki ga je Xiaomi za $30,000 naredil. To je primer tovarne. Se pravi, vidimo, kako Kitajska s pridom uporablja robotiko in pa umetno inteligenco. In vidimo, da tukaj, naprimer, tale avtomobil, ki smo ga prej gledali, je v bistvu v Xiaomi tovarni narejen v 76 sekundah. In to je v bistvu skoraj res prav nepredstavljivo, če mogoče kar ta video gremo skozi pa ga pogledamo, kako izgleda recimo tale proizvodnja teh Xiaomi električnih avtomobilov. V bistvu skoraj popolnoma brez nekega človeškega faktorja, vse avtomatizirano. In Kitajska tu res prednjači praktično pred celim svetu. Mogoče Elon Musk, ki je bil vizionar, ki je te stvari dosti prej dojel, ampak ta kitajska podjetja so pa imela res posluh tudi, rečemo, kitajskega političnega vrha, ki je dobesedno ni omejeval teh stvari proizvodnje. Se pravi, je prišel vsem, kar je bilo možno nasproti. Zdaj, če pogledamo zadnjih nekaj letih, odkar je Elon Musk začel govoriti oziroma kazati naklonjenost ne trenutni ameriški administraciji, smo videli, kako je tudi ameriška administracija začela Elon Musku metati polena pod noge, čeprav se po drugi strani ne zaveda, da ima Elon Musk trenutno v lasti tehnologijo, ki je ključna za to, da Amerika ostane, se pravi, da ZDA ostanejo konkurenčni v svetu. Se pravi, od Starlinka do teh satelitov, do umetne inteligence, ki jo Tesla ponuja, do tega, da je recimo vozila, kot so Tesla, so uši in ušesa za ameriške obveščevalne agencije in tako naprej. Tako da vidimo, recimo imamo ogromen razdor v vrhu političnih elit v Združenih državah Amerike, se pravi, ker trenutno administracija se nekako kleša z temi podjetji, kot so recimo Tesla, po drugi strani imamo pa dobesedno popolno sinergijo tega privatnega sektorja na Kitajskem skupaj z komunistično partijo.
In vidimo, kaj se lahko v 10 letih zgodi. Ne. V 10 letih dejansko vidimo, da je Tesla v svetu ratala praktično nekonkurenčna. Ne. In zdaj, če dejansko ni tarif, pa zdaj ta podjetja začnejo prodajati v tujino, ne, je logično, zdaj recimo neko proizvajalci ali pa neki recimo prebivalci Azerbajdžana bojo raje kupili tale Xiaomi avtomobil, kjer dobesedno dajo vse podatke kitajski komunistični partiji, na vse zadnje, ne, se pravi, če prevzamejo software Huawei-ja, če prevzamejo software Xiaomi-ja, če prevzamejo dejansko praktično celotno tehnologijo Kitajcev, ne, seveda nekdo, ki bo kupil Xiaomi avtomobil ali pa BYD avtomobil, bo zelo verjetno tudi dobil zelo dober, ugoden kredit za strani kakega Alipaya, Alibabe ali pa Tencenta, se pravi WePaya, WeChata in tako naprej, ne. Tako da vidimo, da dejansko tukaj se odvija vojna, ne, se pravi, kdo bo dobil tržni delež teh električnih avtomobilov in pa pametnih telefonov in tako naprej, ne, tisti bo tudi vladal novemu finančnemu sistemu, ne.